Pozdravljeni na prvi tiskovni konferenci ministra za zunanje zadeve, dr. Anžeta Logarja. Minister bo v uvodu podal nekaj iztočnic po 6 mesecih ministrovanja, dosežkih zunanje politike, slovenske diplomacije in mesecih, ki nas čakajo in ki so pred nami, ter zatem odgovarjal na vaše vprašanja. Časovno ni nobenih omejitev, tako da karkoli boste želeli vprašati, lahko danes vprašate. Hvala lepa, minister. Hvala, Aleksandar. Zdaj že na hearingu pred poslanci v Državnem zboru, pred imenovanjem na položaj ministra za zunanje zadeve, sem dejal, da bodo temeljne odločitve in temeljni dokumenti, ki bodo oblikovali slovensko zunanje politiko v času mojega vodenja ministrstva, pogojeni z dvema odločitvama na referendumu, torej odločitev državljank in državljanov Republike Slovenije o vstopu v NATO in o vstopu v Evropsko unijo in hkrati na temeljnih dokumentih o zunanji politiki, to je deklaracija o zunanji politiki in strategija zunanje političnega delovanja Republike Slovenije, kakor tudi zakon o zunanjih zadevah. Zdaj, skoraj natanko 6 mesecev je, odkar sem prevzel ta položaj, 4 dni manjka še do tja. To je v bistvu čas, ko se lahko ozreš nazaj, pogledaš opravljeno delo, hkrati pa tudi na nek način pripraviš načrte za naprej. Zdaj, v tej smeri smo pripravili tudi posvet slovenske diplomacije, ki je bil tokrat, kot veste, namesto v začetku leta konec poletnih počitnic, tako nameravamo na Ministrstvu za zunanje zadeve ravnati tudi v prihodnje, kajti na nek način prihaja novo diplomatsko leto in dobro je, da smo ob začetku tega novega cikla v slovenski diplomaciji usklajeni. Okoliščine, v katerih sem prevzel ministrstvo, so bile z vidika zunanje politike skrajno neugodne. Kot veste, bilo je prvo obdobje prvega vala pandemije COVID-19, ki je pomenilo sprejem ukrepov zaprtja meja in drugačnih omejitev, tako imenovanega lockdowna, kar je za zunanjo politiko skrajno neugodne razmere. Zato smo bili na nek način do konca maja prikovani na Mladiko oziroma na prostore zunanjega ministrstva in znotraj meja Republike Slovenije, vmes še znotraj meja občin. Kljub temu na ministrstvu nismo se odpovedali zunanje političnem delovanju, vendar smo se na nek način odločili za telefonsko in audio-video diplomacijo. V tistih prvih 3 mesecih smo opravili 19 telefonskih in 12 audio-video konferenčnih bilateralnih pogovorov, kjer sem na nek način vzpostavil prvi stik z vsemi kolegi, zunanjimi ministri, od sosednjih do malce manj sosednjih držav. Zdaj, kot zanimivost, morda moje prvo fizično srečanje z kolegi zunanjimi ministri držav Evropske unije je bilo šele zadnje srečanje v Berlinu, torej neformalno srečanje zunanjih ministrov, in šele takrat sem na nek način spoznal celoten diplomatski oziroma zunanje politični zbor evropske diplomacije. Zdaj, od konca maja, ko so se sprostile meje in ko smo lahko začeli fizično obiskovati prestolnice in pa smo bili predmet obiska tujih zunanjih ministrov, smo opravili 17 obiskov. Torej v 3 mesecih in pol smo naredili 17 obiskov, od tega je bilo kar 12 obiskov vhodnih, kar pomeni, da so tuji zunanji ministri prišli v Slovenijo in to je na nek način pokazatelj, da smo že v začetku in pa tudi potem ob samih temah, ki smo jih odpirali, ubrali prave note, da smo lahko nadaljevali oziroma močno pospešili zunanje politično delovanje. Zdaj, to priča o veliki aktivnosti zunanjega ministrstva. Jaz bi se na tem mestu zahvalil svoji ožji ekipi,
v kabinetu, hkrati pa tudi celotnemu diplomatskemu zboru, ki je omogočilo to aktivno delovanje zunanje politike. Občasno so bili naši kolegi diplomati pod strašnim pritiskom in napori, še posebej, ko so zbirali informacije v državah, kjer imamo veleposlaništva in na ta način omogočili realno časno, v najkrajšem možnem času, neko skupno sliko o tem, kakšno je stanje po državah članicah, kako se posamezne države članice ravnajo, kakšne ukrepe sprejemajo, in na ta način smo uspeli oblikovati tudi pravi miks zunanje političnih in tudi seveda notranjih ukrepov za zajezitev pandemije COVID-19. Enako agilno diplomatsko mrežo pričakujem tudi v prihodnje, ker so pred nami novi pomembni izzivi. Kot zelo pomembno smatram, da je prvič po, mislim, da 23 letih Slovenijo obiskal tudi državni sekretar Združenih držav Amerike. To je bil v bistvu pomemben obisk, kjer smo ponovno utirili Slovenijo na področje transatlantskih odnosov. V zadnjih 2 mesecih so Slovenijo tako obiskali nemški zunanji minister, ameriški zunanji minister in francoski zunanji minister. 3-krat sem se srečal z italijanskim zunanjim ministrom in lahko rečem, da smo povsod dosegli napredek v odnosih, ki jim bodo sledile tudi konkretne aktivnosti z posameznimi konkretnimi projekti. Še posebno tesno sodelovanje je z trenutno predsedujočo Nemčijo in hkrati z zadnjo predsedujočo oziroma tisto, ki bo prevzela predsedovanje za nami, za Francijo, predvsem z naslova usklajenosti prioritet slovenskega predsedstva, trija predsedstva in hkrati vseh teh pomembnih tem, ki so na dnevnem redu Evropske unije. Veseli me, da je po sestanku z francoskim zunanjim ministrom Le Drian jasno in javno izpostavil, potem ko smo podrobno predelali slovenske prioritete predsedovanja in hkrati bile predstavljene francoske prioritete predsedovanja, da sta oba programa v velikem delu usklajena, kar je pomembno posebej z vidika ključnih dosjejev, ki se bodo v tem času obravnavali na posameznih sestavah Sveta Evropske unije. Program predsedstva je trenutno v pripravi, nekje do konca leta bo zaključna faza in v tem času bo tudi obdobje usklajevanja z vsemi deležniki, hkrati pa tudi obdobje, ko bomo pospešeno predstavljali te prioritete tudi svojim zunanjim partnerjem. Ravno zaradi usklajenosti tega programa smo se na zadnjem obisku z francoskim zunanjim ministrom posebej dogovorili tudi za usklajevanje na ravni državnih sekretarjev, ki v bistvu držijo roko nad programom slovenskega predsedstva. Kot je opazno, se MZZ promptno odziva tudi na vsa krizna žarišča v EU soseščini in je tudi aktivna oblikovalka politike odzivov Evropske unije. V tem pogledu imamo tudi redne stike z visokim predstavnikom za skupno zunanjo in varnostno politiko. Osebno želim pa v vseh teh stikih dodati na nek način tudi slovensko noto. To nameravam početi tudi v prihodnje, ker osebno smatram, da ima Slovenija 1000 biserov, ki lahko učinkovito pomagajo tudi pri zunanje političnim aktivnosti in jo lahko uspešno tržimo tudi v tem segmentu. V uvodu sem omenil deklaracijo in strategijo. Strategija ima naslov Slovenija varna, uspešna in v svetu spoštovana. Mislim, da je to glavno vodilo delovanja Ministrstva za zunanje zadeve. Slovenija varna, uspešna in v svetu spoštovana. In na nek način zelo jasna iztočnica za konkretno ravnanje diplomatk in diplomatov Ministrstva za zunanje zadeve, kakor tudi seveda vodstva Ministrstva za zunanje zadeve.
svojimi kolegi in diplomati na MZZ želim deklaracijo in strategijo tudi dosledno izvajati. O tem smo govorili tudi na nedavnem posvetu slovenske diplomacije. Zelo podrobno smo pregledali ravni izvajanja ali pa doseganja ciljev v tej strategiji, od tistih, ki jih dosegamo ali celo presegamo, do tistih, ki jih na nek način malce poddosegamo, do tistih, kjer smo jih popolnoma pozabili. In v tem pogledu sem po posvetu z veseljem ugotovil in zadovoljstvom ugotovil, da v zvezi z temi nalogami v slovenski diplomaciji velja visoko soglasje o ključnih prioritetah, ki so pred nami. Tudi na podlagi razprav kolegic diplomatov in diplomat je bilo jasno, da je visoko soglasje o ključnih prioritetah v prihodnosti, ki jih mora zastopati Ministrstvo za zunanje zadeve in predvsem v zvezi z, mislim, da je bilo unisono stališče diplomat in diplomatov o potrebi po samozavestni aktivni zunanji politiki, o okrepljenih transatlantskih odnosih, kjer smo v preteklosti malo zaspali, o pomenu Srednje Evrope za zunanje politično udejstvovanje Republike Slovenije in pa o prožnosti zunanje politike z novimi vzorci sodelovanja. V zvezi s tem slednjim, morda eden od zapisov v strategiji zunanje politike, ki nam to tudi nalaga, in sicer citiram: Republika Slovenija bo tako kot doslej sklepala prožna zavezništva, hkrati pa se tesneje povezovala s posameznimi članicami ali skupino članic s podobnimi interesi v evropskih politikah. Vodilo pri tem so prednostna področja, ki izhajajo iz razvojnih, socialnih, okoljskih, zgodovinskih, kulturnih in drugih posebnosti Republike Slovenije. V tej smeri je razumeti tudi iniciativo Centralnih 5, Central 5 oziroma C5, ki smo ravno na pobudo slovenske diplomacije skupaj z kolegi ministri Avstrije, Češke, Slovaške in Madžarske na nek način oblikovali neformalno skupino, kjer razpravljamo o aktualnih perečih vprašanjih. Naslednji teden, 15. se dobimo v Sloveniji, to bo že tretje srečanje. Prvič smo vsebinsko to srečanje tudi podrobno predstavili in pripravili, glede na to, da je bilo v preteklih dneh srečanje generalnih direktorjev na temo tega srečanja, in v tem pogledu verjamem, da bo to sodelovanje nadaljevalo se tudi v prihodnje. Z vidika umeščenosti Slovenije v te zunanje politične tokove prav tako nas čaka naslednji korak, in sicer obiski mediteranskih držav. Kot veste, obstaja tudi neformalna mreža oziroma skupina držav, tako imenovana Med7. V tem pogledu Slovenija je mediteranska država in ima veliko za ponuditi pri teh vprašanjih. Hkrati pa imamo tudi Evromediteransko univerzo Emuni, ki je lahko učinkovito zunanje politično orodje pri na nek način navezovanju stikov in konkretizaciji dogovorov na ravni ministrov za zunanje zadeve. Zdaj, v tem duhu želimo okrepiti odnose tudi z državami, kjer v preteklosti morda ni bilo največje aktivnosti, pa trenutne razmere kar kličejo potem. Tu mislim predvsem na Grčijo in Ciper, ki sta sedaj v središču dogajanja ravno zaradi dogajanja v Mediteranu. EU pa mora trdno stati za svojima članicama in v tem pogledu Slovenija izraža podporo. Aktivni smo bili tudi na neformalnem srečanju zunanjih ministrov v Berlinu v zvezi s tem vprašanjem. Zato sem vesel, da naslednji teden v petek tu gostim v Sloveniji grškega zunanjega ministra, kasneje v oktobru pa se srečam še z ciprskim zunanjim ministrom. Temu sledi tudi obisk baltskih držav, države, ki so močne v digitalizaciji in drugih vprašanjih, ki so pomembne za Slovenijo, in verjamem, da je z njimi potrebno okrepiti dialog.
Ravno zaradi predsedovanja pa nameravam v prihodnjih mesecih okrepiti zunanje politično obiskovanje ali vabila zunanjim ministrom v Slovenijo. Pred nami je drugo predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije. Slovenija bo dobro pripravljena za to predsedovanje. Kot sem rekel, program je v finalni fazi. Naša naloga v tem trenutku pa je, da vsem partnericam zelo podrobno predstavimo ta program, da se uskladimo o teh ključnih dosjejih, ki so na dnevnem redu oziroma ki bodo na dnevnem redu in v tem pogledu omogočimo čim bolj mehk prehod med posameznimi državami članicami in predvsem v okviru trija predsedstva, kakor tudi seveda z naslednjo predsedujočo Francijo. Skratka, v prihodnosti nadaljujemo aktivno zunanjo politiko z aktivnim udejstvovanjem in srečanji na ravni ministra za zunanje zadeve in tudi državnih sekretarjev in seveda zelo aktivirano sodelovanje na nižjih ravneh, na ravni generalnih direktorjev, da pripravimo vse vsebinska izhodišča za potem srečevanje ministra za zunanje zadeve. Hvala. Hvala lepa, minister. Kar nekaj iztočnic, predpostavljam, da bo veliko vprašanj. Zato prosim vprašanja. Marta Razboršek. Pravkar med tiskovno konferenco smo izvedeli, da je naša tožba v zvezi s Tiranom zavrnjena in da je nična. Imate kak prvi komentar morda? Prvi komentar je, da to ne pomaga Sloveniji. Na vsak način nameravam pred kakršnikoli konkretnim komentarjem podrobno preučiti odločitev. Obžalujem pa, da je očitno v predhodnem postopku, torej v tistem času, ko bi diplomacija lahko pravočasno reagirala, ko bi se znanila in se promptno odzvala in imela vzpostavljene vse povezave, da bi bila neko seznanjena z dogajanjem na ravni Evropske unije, ene od članic, očitno zaspala. Zdaj, verjetno bo o tem vprašanju potekala, mislim, da bo morala potekati razprava tudi na neki drugi veji oblasti, na zakonodajni veji oblasti, verjetno na odboru za zunanjo politiko. In ministrstvo za zunanje zadeve bo v tej razpravi sodelovalo, aktivno sodelovalo in tudi na podlagi tega sklepa podrobno proučilo vse aktivnosti ministrstva za zunanje zadeve v preteklosti, ali je bilo v skladu z tem, kar bi morali ravnati. Verjetno pa treba vprašati se tudi za odgovornost tistih, ki so se odločili za tožbo, ki smo jo izgubili. Spomnimo se, še neke druge tožbe smo tudi izgubili in izgubljene tožbe zagotovo ne pričajo o aktivnem, samozavestnem zunanjem političnem delovanju, ki bi izboljševali mesto in vpliv in ugled zunanje politike, ampak prej nasprotno. Tako da mislim, da bo v zvezi s tem še kakšna živahna razprava, se pravim, konkretneje se bom pa odzval, ko bom podrobno prebral to sodbo. Hvala. Ja, prosim. Lep pozdrav, Gašper Lubej, Al Jazeera. Zanima me, se pravi, če bi bili pa vi v takšni situaciji, se pravi, kaj bi bilo bolj smiselno, kaj bi bila bolj pametna pot, da se zaščiti Tiran, če ga je treba zaščititi, ali menite, da ne? Hvala lepa. V vsakem primeru bi bilo potrebno zaščititi, ampak če ste me podrobno poslušali, nisem čisto prepričan, da je Slovenija pravočasno zaznala, kaj se dogaja v krogih Evropske komisije. In slovenska diplomacija in način, ki ga vodim tudi sam, je, da z kolegi vzpostavimo čim bolj pristne tudi osebne odnose, skratka, da se lahko kadarkoli neposredno pokličemo in vsa ta vprašanja, če jih pravočasno zaznaš, lahko tudi na ustrezni strokovni ravni predhodno uskladiš ali pravočasno pripraviš argumentacijo, ki
neposredno ubrani stališče, ki jo predstavlja država. Kot sem dejal, Ministrstvo za zunanje zadeve bo aktivno sodelovalo v tej razpravi, ko se bo odvijala na parlamentarnem, pa verjetno tudi na izvršilnem nivoju in bo na voljo za vse dodatne informacije in komentarje v prihodnje. Hvala, naprej. STA. Ja, Miha Šuštaršič, STA. Gospod minister, zdaj ta bolj ambiciozna zunanja politika je verjetno povezana tudi s kadri. Verjetno bi se naši diplomati lahko prej odzivali na to, kaj se v Evropski komisiji dogaja, če bi jih bilo več ali pa morda ne. To morda bi lahko pokomentirali. Imate načrte tudi v krepitvi kadrov zdaj pred predsedovanjem. Potem bil je še, mislim, da prejšnje vlade v programu kadrovska okrepitev za 350 ljudi. Kako je s tem? Ostajate pri tem? Boste še povečali? Koliko teh zaposlitev ste že realizirali? In pa zdaj rekli ste, da je v bistvu ta program že v zaključni fazi. Kdaj pa ga nameravate v bistvu predstaviti v začetku leta, konc leta, nekaj ste nakazali, ampak ne vem, če sem vas dobro zastopil. Še eno vprašanje imam potem že, ker ste lih začeli z predstavitvijo na OZP-ju za svoj mandat. Takrat ste tudi napovedali, da boste imenovali posebnega odposlanca za Hrvaško. In tudi mislim, da je bilo poleti nekako nakazano, da ne bi bilo to septembra, oktobra, če lahko poveste kaj več o tem. No, to je to za začetek. Hvala lepa. Ja, hvala. Zdaj, kar se tiče materialnega položaja ministra za zunanje zadeve, gre za enega od najmanj proporcionalno težkih resorjev tudi v primerjavi z drugimi državami članicami, tudi glede števila diplomatov smo pod nivojem, ki bi na nek način ga terjala porazporeditev diplomatsko-konzularnih predstavništev, zato se marsikatero diplomatsko-konzularno predstavništvo sooča z podhranjenostjo, kar tudi omejuje aktivnost. Pri tem, zdaj v tem pogledu, mi smo izrazili potrebe po dodatnih zaposlitvah. Moj namen je tudi pomladiti slovensko diplomacijo, namreč kot veste, v dobi krize, potem po letu 2012 se praktično ni zaposlovalo in je umanjkala cela generacija mlajših diplomatov, ki bi danes imeli že, ne vem, 8 let izkušenj na zunanjepolitičnem delovanju, kar je velik manko, posebej z vidika prihodnjih izzivov, ki jih ima Slovenija. Tako da v tem pogledu zagotovo nas čaka na nek način živahna razprava na ravni vlade, ampak kot veste, vse je povezano z financami in razpoložljivimi sredstvi. Ta kriza COVID-19 nam ne gre v prid. Upam pa, da se bo na tem področju vendarle nekaj naredilo. Kar se tiče kadrov za predsedovanje, da, prejšnja vlada je sprejela kadrovski načrt za 350 dodatnih zaposlitev. Zdaj na zadnji širši delovni skupini za predsedovanje je bilo naloženo podskupini za kadre, da pripravi revizijo tega kadrovskega načrta z novimi potrebami. Konkretne sklepe v zvezi s tem bomo sprejeli na naslednji širši delovni skupini, ki bo nekje v konec septembra. Kar se tiče dosedanjih zaposlitev na MZZ, tu vam pa ne znam konkretnega podatka dati, ker pač poteka po nižjih ravneh to zaposlovanje glede na potrebe, ki jih je izkazalo SPBR, oziroma predvsem v tej smeri poskušamo glede na način in obliko predsedovanja, da se maksimalno ustreže zahtevam delovnih skupin po dodatnih okrepitvah na SPBR. Zdaj, kar se tiče pa programa predsedovanja, mora pa o tem najprej razpravljati ožja delovna skupina za predsedovanje, potem pa v še nekaj krogih se dopolnjevati z resornimi ministrstvi. Uraden program predstavitev pa bo tik pred predsedovanjem, torej v juniju,
ali konec maja 2021, skladno z uveljavljeno prakso, ko bomo ta program predstavili tudi uradno predstavili našim partnerjem v Evropski uniji. Kaj je bilo še zadnje vprašanje? Od poslanec za Hrvaško. Ja, povedal sem, da je takrat na hearingu, da je verjetno bolj kot na odprti fronti velja uporabiti v odnosih z sosedami na nek način tiho diplomacijo. Osebno sem v zelo rednih stikih z hrvaškim zunanjim ministrom. Moram reči, da je bilo zaupanje v preteklih letih tudi zaradi že ene izgubljene tožbe, o čemer sem prej govoril, kar precej porušeno. In v tem pogledu Slovenija je zainteresirana, da se to medsebojno zaupanje do vseh sosed krepi, to počnemo. V tem trenutku zaenkrat še ni razlogov za imenovanje posebnega odposlanca. Ko pa bodo razlogi ali pa na nek način pogoji za to nastali, pa bomo seveda tudi pravočasno ga imenovali. Kratka dopolnitev. Kakšni so te pogoji, kakšni pogoji morajo nastati, da boste potem? Zdaj mislim, da je to samo po sebi umevno. Zelo sem vesel izjav hrvaškega predsednika vlade na zadnjem intervjuju mislim, da je nacionalno televizijo o odnosih z sosedo in mislim, da kaže na nek način otoplitev odnosov in ko bodo, kot sem rekel, nastale okoliščine, mislim, da diplomatski zbor to razume, se bo pač sprejel tudi naslednji korak. Hvala, naprej. No, v glavnem, se pravi, Plenković je dejal, da ta tiha diplomacija ves čas že poteka, je to res? Ja, to sem omenil, da sva v rednih stikih z hrvaškim zunanjim ministrom, redni stiki so tudi na ostalih nivojih, tako da mislim, da glede na, če bi primerjali z diplomatsko aktivnostjo v prihodnjih letih, mislim, da opravljamo prave korake. Hvala lepa, naprej, prosim. Sandra Krišelj, Radio Slovenija. Če lahko morda še o tej delitvi na vzhod-zahod, kar se je zdaj tudi in na posvetu diplomacije in nekako na BSF-ju prišlo v spredje, in sicer, kje je zdaj ta usmerjenost Slovenije. Predsednik države je zdaj res jasno velikokrat poudaril, da Slovenija ne bi bila v jedrni Evropi, v delu torej jedrnih držav. Vi zelo poudarjate to usmeritev zunanje politike, torej v tesnejše sodelovanje s srednjeevropskimi državami. Kako razumete, oziroma kako mi lahko razumemo ta razkorak oziroma neko delitev oziroma razlikovanje med tema dvema? Nenazadnje predsednik države je izrazil neko skrb, da bi nastala nova, drugačna delitev na vzhod in zahod, in tudi, ko ste omenjali francoskega zunanjega ministra, tudi on je nekako dejal, da regionalne pobude in sodelovanje so dobre, so koristne, če krepijo enotnost Evropske unije. Najbrž tega ni kar tako omenil. Torej, kako je usmerjena Slovenija, kje vidimo Slovenijo v zunanji politiki, kar se tiče Evropske unije. Morda še drugo vprašanje, ko ste rekli na posvetu diplomacije, da strategija zunanje politike potrebuje osvežitev in da prve korake boste pač storili na Brdu. V katero smer konkretno torej je bilo zdaj ta osvežitev novosti narejene? Hvala. Ja, mogoče začnem kar z tem zadnjim. Tako je, napovedal sem, glede na zelo podroben pregled izvajanja posameznih nalog iz te strategije, da pričenjamo obdobje osvežitve te strategije. Zdaj, v tej prvi fazi ne moram konkretno povedati, v kateri smeri bodo šle te osvežitve, zato smo tudi pozvali diplomatski zbor,
da naj se opredeli in na podlagi njihovih izkušenj tudi v posameznih državah članicah predlaga morda posamezne spremembe te strategije. Lahko pa rečem, da je strategija še vedno aktualna, da je dobra in da ponuja pravo izhodišče za slovensko zunanje politično delovanje. Morda samo v nekaterih smereh potrebuje malce prilagoditev, glede na nove geostrateške spremembe in na novo dinamiko odnosov na globalni ravni. V tem pogledu morda naj poudarim besede francoskega zunanjega ministra, ki je jasno povedal, da se EU ne sme več umikati, ampak da se mora samozavestno zavedati svoje moči in hkrati postati globalni igralec, ker dejansko to moč ima. In v tej smeri verjetno gre razmišljanje po vseh prestolnicah, zdaj s poudarkom na subsidiarnosti in seveda tudi proporcionalnosti, in tu bomo pretehtali, v kateri smeri je potrebno to strategijo spremeniti. Kar se tiče te razprave o domnevno jedrni Evropi, verjetno bi to vprašanje bolj smiselno bilo postaviti predsedniku republike. Če ste podrobno prebrali tako deklaracijo kot strategijo zunanje politike, torej dokumenta, po katerem naj ravna Ministrstvo za zunanje zadeve in ravna, tam nimate jedrne Evrope, tam ni nikjer zapisano besedna zveza jedrna Evropa. Evropska unija je članica 27 držav članic, enakopravnih, enakovrednih, glede na velikost z deležem glasovalnih pravic v posameznih sestavah sveta. In Slovenijo jaz smatram kot zunanji minister jedrno državo. Smo članica skupnosti, smo v Schengenu, smo v evroobmočju in za aktivno zunanjo politiko ustvarjamo nove neformalne mreže in hkrati aktivno sodelujemo z vsemi državami članicami, kjer imamo skupne interese. Kot sem rekel, zdaj zelo pospešeno z državami, kjer imamo skupno trojko predsedovanja in hkrati z državo, ki predseduje za nami, ravno zato, da ostanemo v aktivna članica Evropske unije in da lahko v bistvu v tem pogledu tudi zagovarjamo svoje strateške interese. In to je naloga zunanje politike. In če sem jaz prav razumel predsednika države, je na posvetu slovenske diplomacije rekel, da se boji v prihodnem obdobju, torej 5 let in naprej, da bo prišlo do nekega razkola oziroma do neke delitve. In v tem pogledu je Slovenija in minister za zunanje zadeve goreča zagovornica Evropske unije, skupnega delovanja in hkrati iskanja kompromisov. Nenazadnje mislim, da je predsednik vlade na zadnjem vrhu odigral pomembno vlogo pri iskanju teh kompromisov in da je Evropska unija kljub tem navideznim močnim nasprotjem stopila skupaj in sprejela nek finančni okvir, ki je bil pred enim letom nepredstavljiv. Sklad za okrevanje, če bi leto nazaj spraševali predsednike vlad in držav članic Evropske unije, bi vam rekli, da to se v Evropski uniji ne bo nikoli zgodilo. Pa se vendarle je, kar pomeni, da Evropska unija deluje. Evropska unija je v središču naših strateških interesov in tukaj bo slovenska zunanja politika vedno ravnala tako, da bo branila ta strateški interes Republike Slovenije. Hvala. Ja, prosim. Dobar dan, Mark Vidrih, Pop TV. Eno vprašanje imam. O tej novi strategiji, v kateri v naslovu piše Slovenija v svetu spoštovana. Kako konkretno boste to dosegli? Z izgubljenimi tožbami najbrž ne. Hvala. Ta strategija ni nova. Ta strategija je bila sprejeta leta 2015, prav tako deklaracija sprejela jo je Cerarjeva vlada. Mi jo zgolj izvajamo. Se pa strinjam, da so bile nekatere politične odločitve v preteklosti glede tožb napačne in to se kaže tudi v negativnih rezultatih. Pozitivne rezultate obdobja, za katerega sam odgovarjam, torej od 13. marca tega leta,
pa na nek način izkazujejo visoki obiski v Sloveniji in pospešena zunanje politična aktivnost z srečanji z pač tujimi zunanjimi ministri. Hvala. Naprej. Prosim. Ina Razboršek, Avstrijska tiskovna agencija. Prihodnji teden gostite ministre C5. Kaj bodo osrednje teme teh pogovorov in kaj konkretnega pričakujete sploh v luči tega, da se zdaj epidemiološka situacija poslabšuje? Hvala. Ja, hvala za to vprašanje. Zdaj, ena od tem bo seveda vprašanje reagiranja oziroma ukrepov, ki jih bojo posamezne države članice sprejemale na tem področju. Kot veste, zaenkrat še ni bilo oblikovanega enotnega vzorca ravnanja držav na ravni Evropske unije, kar seveda otežuje sprejemanje ukrepov, ampak ravno tesni stiki z sosedami omogočajo na nek način usklajevanje teh ukrepov in tudi predhodno prilagoditev sprejemanju posameznim ukrepom. Od ostalih tem pa bo zagotovo vprašanje odnosa posameznih držav glede dogajanja v Sredozemlju, odnosa v zvezi z dogajanjem v Belorusiji, odnosi v vprašanju Libije, ki je imanentna neko varnostna grožnja Evropski uniji, praktično na pragu Evropske unije. Ne bo pa nobene konkretne skupne izjave na koncu, gre predvsem za usklajevanje stališč, ker kot veste, septembra potem poteka tudi srečanje zunanjih ministrov na ravni Evropske unije in to usklajevanje predhodno v manjših formatih je zelo pomembno pri zagovarjanju posameznih stališč, ki jih država želi sprejeti. Hvala. Naprej. Ko sem rekel, vprašanj je lahko, kolikor želite. Ok, hvala lepa, da sem še enkrat dobil besedo. Jaz bi se malo vrnil vse na tiste razprave o jedrni Evropi. Gre predvsem za sintagmo, pravzaprav se meni zdi, za vprašanje odnosa do večje integracije, do poglabljanja integracije Evropske unije in na drugi strani do tega, da smo zadovoljni s tem, kar v tem trenutku imamo. Zdaj, če sem vas jaz zastopil, Slovenija je v skladu s strategijo zagovornica tega, da ostajamo privrženi poglabljanju in širitvi Evropske unije. To ste, mislim, da tudi nakazali na tem diplomatskem posvetu. Vendarle ne moramo iti mimo tega, da v zadnjem času je kar nekaj intenzivnih stikov z predvsem dvema članicama, proti katerima je Evropska komisija uvedla postopke zaradi, recimo temu, nazadovanja demokracije. Obstajajo očitki, da ne spoštujejo vladavine prava, da ne spoštujejo svobode medijev, delitve oblasti in tako naprej. Kakšno je slovensko stališče do teh očitkov Evropske komisije, če mi lahko poveste? Pa mogoče ta je sicer malo bolj strankarska, ampak SDS jim pomemben del svoje identitete gradi tudi na tej evropski ravni kot članica EPP. Spomnimo se, da je EPP razmišljala o izključitvi stranke Fidesz Viktorja Orbana. Takrat mislim, da je sedanji premier malo nakazal, da če bo Orban izključen oziroma Fidesz izključen, potem tudi SDS ne bo razmišljala o svoji nadaljni vlogi v EPP-ju. Nakazovalo se je neko večje povezovanje s temi skeptiki, evroskeptiki, populisti, kot se jim reče, recimo tudi s Salvinijevim taborom, Le Penovo in tako naprej. Mogoče kakšna beseda v tej smeri, kje vidite v bistvu SDS kot najpomembnejšo stranko vladne koalicije, tudi vi ste član te stranke, skratka v Evropi in tem evropskem povezovanju. Pa še eno, vi ste se recimo temu zapletli za eno depešo o medijih
Svetu Evrope. Nisem preslišal, da ste se nam na BSF-ju zahvalili za spremljanje, medijsko pokrivanje BSF-ja. Ste mogoče kaj spremenili svoje mnenje do medijev v Sloveniji, do nas novinarjev? Hvala lepa za enkrat. Zdaj v tem trojčku 3 vprašanj v bistvu vidim zelo malo dejanskih vprašanj za ministrico za zunanje zadeve in za ministra za zunanje zadeve. Glede strankarskih zadev predlagam, da se obrnete na Slovensko demokratsko stranko. Glede medijev predlagam, da se obrnete na Urad vlade za komuniciranje. Naj vam samo zagotovim, da se sam nisem popolnoma nič zapletel v neko depešo. Naj vas popravim, da ne gre za depešo, ampak gre za odgovor Ukoma na zapis na spletni strani portala oziroma enega od portalov Sveta Evrope. Tudi nisem rekel, da slovenska vlada oziroma ministrstvo za zunanje zadeve aktivno zagovarja poglabljanje, zagovarja pa širitev. To pa zagovarja širitev. Kar se tiče pa poglabljanja, sem pa v vodu, to verjetno ste bili pozorni, rekel in izpostavil posebej potrebo po subsidiarnosti in proporcionalnosti, ki je izpostavljena tudi v strategiji o zunanji politiki. Zdaj, jaz težko komentiram postopke, ki se izvajajo na ravni Evropske unije, torej institucije Evropske komisije. Verjamem v transparentno in hkrati na nek način unbiased, nepristransko delovanje vseh teh mehanizmov in dokler na teh ravneh ne bo sprejeta uradna odločitev, in težko pričakujete od ministra za zunanje zadeve, da kakorkoli komentira ta vprašanja. Mislim, da pretirano komentiranje teh odprtih postopkov strani določenih političnih stališč, ki se jih tudi vi izpostavili, verjetno povzeli po eni od strank v slovenskem parlamentu, ne koristi slovenskem zunanji politični usmeritvi in na nek način pomeni dodatno breme v uveljavitvi vseh teh strateških interesov, ki jih imamo zapisane v strategiji o zunanji politiki. Hvala. Naprej. Dobar dan. Moje vprašanje se nanaša morda na enega odgovorov, ki ste ga malo prej dejal, da bi bilo nekatero vprašanje bolje postaviti predsedniku Pahorju, sicer glede njegovih izjav o jedrni Evropi. Vi ste še pred nastopom na to funkcijo omenjali pomen enotnosti slovenske zunanje politike, kar bi pričakovali, da gre pač za usklajen nastop med uradom predsednika republike, MZZ-jem in pa uradom predsednika vlade in nenazadnje tudi med parlamentom. Ali ta dialog s predsednikom republike poteka, je usklajen ali pač so to njegovi osebni pogledi, ki niso bili usklajeni z vašimi pristopi? Hvala. No, dialog z predsednikom republike poteka. Večkrat se slišiva po telefonu, mislim, da je tudi sam povedal, da sva se pred posvetom slovenske diplomacije predhodno tudi slišala. Zdaj, jaz v njegovem izvajanju nisem zaznal kakšne posebne diskrepance v zvezi z usmeritvijo zunanje politike. Vsak pa seveda gleda na nek način z svojo prizmo, z svojimi prioritetami. Če se ne motim, predsednik republike je velik zagovornik poglobljene Evropske unije in poglobljenega povezovanja. In v tem pogledu verjetno tudi predstavlja stališča, ki izhajajo iz te premise. Predlagam pa, da se v zvezi s tem neposredno obrnete na predsednika republike, ker težko bi kakorkoli komentiral, sploh pa ne ocenjeval njegov pogled na prihodne izvajanje in pozicije Slovenije v zunanji politiki. Kot sem dejal, tisto, kar je zapisano v strategiji zunanje politike, bo minister za zunanje zadeve in sam kot minister za zunanje zadeve izvajalo. Sam verjamem v samozavestno, agilno in aktivno zunanjo politiko in počutim se kot predstavnik Slovenije v jedru Evropske unije in tako razmišljam in tako tudi ravnam. Hvala. Še kakšno vprašanje? Delo?
Dober dan, Jure Kosec z Delo. Samo eno vprašanje v zvezi s Hrvaško še. Koliko se nam po vašem mudi z reševanjem odprtih vprašanj s Hrvaško? Če do konca mandata te vlade ta odprta vprašanja, ki jih imamo, ne bodo rešena, boste to smatrali za neuspeh? Hvala. Zdaj, mudi se nam natanko toliko, kolikor lahko napredka naredimo. Zdaj, vsako hitenje brez končnega rezultata je neuspeh. In v tem pogledu ne nameravam zapasti v neko zanko, da je časovni okvir za dosego nekega sporazuma nek mejnik, ki bo odločal o uspehu ali neuspehu. S sosedami je treba sodelovati. Hrvaška je zelo pomembna zunanja trgovinska gospodarska partnerica in v tem pogledu je treba v odnose vlagati. Ko pa nastane priložnost za dosego nekega pomembnega napredka, torej ko se neko okno priložnosti ponudi, pa je treba pač takrat ustrezno hitro reagirati. Če se bo to okno ponudilo, bo slovenska diplomacija ustrezno hitro in učinkovito reagirala, če ne, se bo to okno ponudilo v nekem drugem obdobju. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Karkoli? Predlagam, da jo preberete. Ne, dokdaj ste si zadali, da jo boste osvežili? Mogoče časovni okvir, kdaj ne bi bilo to dokončano? Ja, zdaj v tem pogledu bomo o novi strategiji, mislim, da je o tem treba doseči zelo visoko soglasje tako z vidika resorjev na vladi, kot tudi predstaviti in uskladiti z odborom za zunanjo politiko v državnem zboru. Predvsem pa se mora s tem poistovetiti tudi slovenska diplomacija, torej diplomatki in diplomati. Tako da skrajni časovni okvir je ob letu Sorej, torej ko bodo slovenski diplomati pripravljeni na novo sezono, torej na to finalno leto, v katerem bomo tudi predsedovali, mislim, da bomo takrat že s posodobljeno strategijo zunanje politike lahko zastopali slovenske interese na neko mednarodnem parketu. Hvala, mislim, da smo izčrpali vsa vprašanja. Hvala lepa ministru, dr. Logarju za čas. Hvala tudi vam za vprašanje in spremljajte nas še naprej. Tako je. Lep pozdrav. Hvala vsem.